Z diabetologi sodelujemo pravzaprav v dveh skupinah nosečnic. Prve so tiste, ki imajo preekzistentno sladkorno bolezen, se pravi tip 1, 2, sladkorno bolezen, ki je prisotna že pred nosečnostjo. To so bolnice, ki so kronične bolnice, svojo bolezen že poznajo, že znajo urejati glikemije in tem ponudimo nekje prekoncepcijski ginekološki pregled. Pri diabetologu pa urejajo krvne sladkorje tako, da je zanositev možna v najbolj optimalnem obdobju bolezni. Namreč te bolnice so lahko kar zahtevne bolnice, zapletene v smislu vodenja nosečnosti in želimo si, da bi bile vse nosečnosti načrtovane. Povedala bi še, da imamo pravzaprav z vodenjem preekzistentne sladkorne bolezni v nosečnosti oziroma s temi bolnicami zelo dobre perinatalne rezultate ravno zaradi našega dobrega sodelovanja z diabetologi. Druga skupina pa so tiste nosečnice, ki sladkorno bolezen razvijajo v nosečnosti. Namreč odkar imamo nova priporočila od leta 2012, ginekologi vse nosečnice pošiljamo na testiranje za sladkorno bolezen v nosečnosti. Tako da imamo nosečnic sladkorno boleznijo, nosečnostno sladkorno boleznijo pravzaprav 11% v Sloveniji. Taka diagnoza je lahko za nosečnico kar presenečenje, čeprav v večini primerov je kot zdravljenje so potrebni samo nefarmakološki ukrepi. Sem spada izobraževanje v zvezi z zdravo prehrano, zadostnim gibanjem in podobni ukrepi. Terapija z inzulinom in podobno je redko potrebno. Ginekologi seveda take nosečnice spremljamo, pravzaprav gledamo posledice urejenosti glikemije posredno. Vemo, da pospešena rast ploda, naprimer, ali pa preveč plodovnice kažeta na to, da ni optimalne urejenosti glikemij in to je tudi za diabetologe znak, da je potrebno nekoliko več ukrepov. To izobraževanje uspešno že vrsto let opravljajo v diabetoloških ambulantah v celi Sloveniji, tako da tudi tukaj bi rekla, da so rezultati kar dobri, nosečnice rade sodelujejo. Tiste, ki pa imajo spremljajoče bolezni, ki so težje pacientke, imajo težave z urejanjem glikemij, tiste so napotene na terciarni nivo k nam v ambulanto za patološko nosečnost in hkrati k diabetologu na terciarnem nivoju. Dogovorjeni smo, da take nosečnice gledamo na isti dan, zato da se lahko dogovorimo o ustreznih ukrepih, ki so potrebni za optimalno vodenje nosečnosti. Zgodi se tudi za posamezne primere, da se slišimo večkrat na dan, da uskladimo terapijo, da so optimalno vodene. In upam, da bo tako sodelovanje še v prihodnje tako uspešno kot do zdaj.